še besedo. Izvolite. Vprašanje, ali smo varni, je zelo relativno. Ob takem dotoku ljudi, ilegalnih imigrantov v Evropo, kot je zdaj, seveda nihče ne ve, kdo prihaja, in službe, ne naše, ampak francoske, kar je zanimivo, in pa španske, so že pred 3 meseci povedale javno, da so izgubile vsak nadzor. Se pravi, situacija, v kateri posamezne evropske vlade, na žalost tudi slovenska, delujejo kot šverc komerc ilegalni imigranti d.o.o. In veljajo zakoni za navadne državljanke in državljane Evropske unije, za migrante pa ne veljajo, so razmere, v katerih lahko pride tudi do najhujših posledic, in prav to je tisto, kar smo ves čas svarili, tudi jaz osebno sem pred tem svaril po vsaki seji KNOVS. Kako pa je v Sloveniji natančno, bom lahko več povedal v sredo, po opravljeni seji komisije, ki sem jo danes že sklical, prav z namenom, da se osvetli ozadje in pa varnost po dogodkih, ki so zaznamovali Pariz in z njim v svetu. Ampak nazadnje je bilo na seji KNOVS-a rečeno kaj? Da je varnostna situacija v Sloveniji, da ni alarmantna. Kako je bilo nazadnje, kakšne informacije ste dobili? Službe ves čas zatrjujejo, da situacijo v sami Sloveniji obvladujejo. Še enkrat pa povem, da dokler posamezne vlade delujejo kot šverc komerc ilegalni imigranti d.o.o. in zakoni veljajo za navadne državljanke in državljane Evropske unije, ne veljajo pa za ilegalne imigrante, toliko časa seveda je govoriti o varnosti zelo relativna zadeva. Pa sem še nekaj, morda pojavljajo se špekulacije, da je bil potni list sirski pri samem morilskem napadalcu podtaknjen. Kako to komentirate? No, medijski spini so zdajle taki in drugačni. O tem, kar se sliši neuradno sicer, sta vsaj 2 ilegalna imigranta šla tukaj v bližini, eden verjetno čez Madžarsko, eden verjetno čez Slovenijo, vendar naj to naprej pokažejo raziskave. Kar pa se tiče tega, kar je bilo rečeno tudi v medijih, da gre za ponarejen potni list, pa sem o tem govoril zadnjič. Polovica jih tako in tako nima nobenih verodostojnih listin in nikdar ne bi smelo stopiti na šengensko območje, približno druga polovica pa ima ponarejene dokumente in seveda tudi ta dokument je bil ponarejen. To se ponareja v celih škatlah, sirski potni listi so bili zelo iskani, zdaj, ko se ve, da je za dogodke v Parizu odgovorna po izjavi Francozov sirska celica, bo verjetno se tudi ta politika Evrope spremenila. Lahko samo eno vprašanje. Vi mislite, da je Slovenija ogrožena v tem trenutku? V temle trenutku v Evropski uniji govoriti o varnosti je zelo relativna zadeva. To sem že nekajkrat povedal. Več bom lahko povedal v sredo po opravljeni seji komisije. Na pamet pa pač ne morem govoriti. Hvala.